Ja, in nekaj morda tudi po mojem imenu. Kot sem bil že predstavljen, izhajam iz podjetja Projekta Polik. Se razbimo v prvi centra nekako leta 2015 pri gradnji gradske urgence in od takrat stalno nekaj preskušamo, se učimo in preskušamo pri podjetju nekako ta način bil tehnologijo oziroma prindila prenesti v samo prakso. Zdaj nekih velikih projektov bimovskih v Sloveniji trenutno ni, ampak ne glede na to, v tem letu, na vrščanski, sem že tudi na tem forumu nekaj predstavljal, smo vsegi pridobili kakšno izkušnjo. In sicer ena od izkušenj, kjer je prav bimovska, je na novi železnice med Rimskimi Toplicami in Celjem, kjer se je post cestom investitor odločil, da bi pa izredno vojsko križanje Marija Gradec poskusil narediti v bil tehnologiji, da se prav načrtni gradbeno dovoljenje do tam pridobljeno na podlagi klasičnega postopka. Zato smo kasneje potem začeli z podjetjem Terminal, to za nazila, pripravljati projekte. In sicer sam postopek potekal tako, da je prva stvar, ki je v teh bimovskih projektih, njim izredni načrt. Ker nekaj smo govorili prej o nekih standardih, o nekih dogovorih, njim izredni načrt je točno to. V bistvu se tukaj določil pravila igre, na kakšen način se bojo izmenjavati podatki, v kakšnih formatih bodo posamezni projektanti risali, kako bomo poimenovali datoteke, kakšne atributi se bodo zapisali. To je dokument, ki je v bistvu osnova in je potem na koncu krvador zajeten in ne more počuštevati vsi, ki na tem projektu sodelujo. Del se nadela tudi izredno nadela same projekte, ne samo projektive. Potem narejeni so bili in usklajeni modeli, uskladitve so še zelo kratko potekale, kot je en primer, takšni sud, se vam spremljali, ne predstavljal. V tem delu vidite atribute, ki so prizahtevani in dogovorjeni, da se bojo recimo začeli naziv pisali v sam bil model. To se pravi, imamo kakšna natura, kakšna molji, tip vidnega betona, kakšne trdnostne gaze in pa, recimo, tukaj imamo tudi normativ, izračne baze, kjer se lahko skozi vidno zadejo poveženi in dobimo podatke. Sodelovali smo tudi, oziroma prijavljali so se na razpis, ki je bil tudi po BIM-u, delanega KLE-ja za središče videl, oziroma za poslovni centra videl v manjih glasih pa. Eno od atributov posameznega elementa modela številka postavke popisa. Na ta način se da zadeve zelo hitro povezati. Izdelan je bil skupni model iz različnih disciplin, kot se pravi optimalizacije vodovoda, spodnjega zvornega osnovja do nazivno defonskih konstrukcij. Tukaj določenih stvari prikaznih, ker ne bi bilo razvidno. Recimo tukaj se tudi vidi po modelu, da so bili strukturirani paži, tako konzervatne stene, tako se lahko naredi. Predvsem, da se tudi upošteva potem v izdelavi 4D in 5D dela. En tak 4D model tega izrednjovojskega križanja zgleda takole. Kaj je specifika v infrastrukturnih objektih, da so to tudi sposobni objekti in tukaj je model za potrebe prikaza terminskega plana, to se pravi 4D, razrezan na posamezne segmente, to se pravi med posameznimi profili. In tudi terminski plan, ki teče v zadnjo, ki je bil izdelan v projektu, je vsega postavka tega terminskega plana povezana s posameznim segmentom tega modela. In ta terminski plan je samo 2500 aktivnosti. To je kar velik zalogaj za narediti, za kontrolirati, tako razvijati terminski plan, recimo spodnji stroj v določenem odseku,
toliko posameznih profilih narejena postavka in povezana s samim modelom. Malo se že pojavilo vprašanje, ali smiselno iti v takve podrobnosti zaradi same spremljave projekta. Ne vem, nimam še čisto slike o tem. V glavnem je pa ogromno enega časa in dela na tem delu treba vložiti. Zdaj, ta objekt se že gradi, vendar realno ga bomo pa tudi po Filmovsku začeti spremljati v naslednjem mestu. Tako da, kako pa ta zadeva zgleda, nekih izkušenj, mislim, da nekaj v Sloveniji še ni posebnih, bomo pa nekaj več povedali, kako se to spremlja, kako so se količino je te zadeve. No, prej sem omenil logistični center Lidl, da smo se pojavljali na razpis, ki je bil, žal mi smo prišli skozi, ampak ne glede na to, recimo eno zahtevajo, da se izdelajo strukturirajo organizacije gradbišča. Enostavno se pač zviše, se zadeva simulirajo, če imamo mi že tudi nekaj gradbišča, ga lahko biti. Damo naprej v 5D in v terminski plan, kako se bo to narediti. Potem naslednja stvar, tukaj je terminski plan, v ciklovijanski tehniki zgleda poljen iz tega plana nameni zopet 4D in 5D model, kako se bo to gradil. Tukaj je zadeva zelo hitro, zato da še zadeva ne zgleda to smiselno, ampak to je recimo nekaj zahteva zdaj, kako je treba biti ponudko v Filmovskih modelih. Oziroma če gremo naprej, mi modeliramo tudi čisto instalacijo potrebe, zato da si še stvari predstavljamo, da si naredimo takšno simulacijo, v katerem tisto bomo delali, recimo tudi primerni izvod, ki so izbrani, da bomo šli graditi zemljo naprej v splošnem zadje, ko se pravi s zaločnim opažem, ali bomo šli z se malo preveriti, kako bi to šlo časovno in ko bomo takve model naredili, in zadnje povezano tudi s terminskimi plani, je stvar poslej spremembe tehnologije zelo kratek čas, par minut, pol ura in bomo že na terminski plani tehnologijo preverjeni, se zadeva povedi naprej. Recimo, take modelče, ko mi povzeti model, različno, ni čisto natamično, ampak za eno oceno, ki je pa čisto zadovoljstvo. Potem, sami razvijamo tudi naprimerov rečeno organizacijske scheme, ravno zaradi tega, če lahko rečemo na posamezne faze, kako bomo delali, lažje si stvari predstavljamo, postopstvo, kaj bomo tam stavili in zaradi tega malo lažje. In pa seveda tudi uporabljamo modele za to, da kakšno stvar pojasnimo, recimo nadzoru ali pa investitorju, da se kakšno stvar, da imamo težave, da moramo narediti, ali pa recimo tudi za naše vrtiče, za delovodje. V tem primeru smo delovodje označili, katere scheme so iz belega vidnega betona, da imamo takole schemo in je reš stvari videl in da verjetno za eno napako bistveno manjša. No, če gremo nazaj bil, vsi, mislim, da ta prva stvar, ko se začnejo omenjati bil, se stvar, ko mislimo na drugom slikto, na koks. Kje je sam objekt, da se gledali za vse strani, vendar, zdaj je tudi eno glavno tudi in statičen način, kakršen vse delamo, in pa Filmovski način na ta nekaj skupine. Sicer v obeh primerih naredimo ogromno število nekih dokumentov, naperemo skupanje dokumentacije se narede, potem ustvarimo eno ogromno količino različnih podatkov in pa eno ogromno količino informacij, ki se izmenjavajo med vsemi, ki na tem procesu sodelujejo.
In jaz vidim, da recimo v samem izvajalskem podjetju, kot smo mi, je obvladovanje podatkov krajeno v zelo pomembnih stvari. Če se bo to zadevo naučili, bomo imeli bistveno lažji prehod na strogo binovski način dela. Za primerjavo, to je recimo količina dokumentacije, ki smo jo predali kot zaključil zadnje UKC Ljubljana. En kup enih papirjev, ki se zelo zanesljivo sredo ponovno bilo za uporabno, potrebitve materijalno in tako naprej. Tole količina podatkov na mojem disku. Tam nas je bilo 8, vse ki imamo svoj disk, ki smo zbržali teh zadev, ampak samo na mojem disku vse je napad teh informacij, ki so že UKC Ljubljana, skupaj 47 gigabyte. To je kar. Seveda so točno stvari pozorjene, ampak vse, velika količina podatkov. Potem, če gremo naprej, obvladovanje podatkov. Tukaj je en primer. Nismo mogli zaključiti nekaj pač podatkov potrebitev vse materijalne, ki so se mogli obvladovati. To se pravi od tlakov do naprav, ki smo jih obradili in to je mogli v 4 fizično. In brez neke urejene baze podatkov ali pa nekega urejenega načina dela se to zelo hitro zgodi. Teh potrebitvenih vpisov je do 120 izgledali so potem na konc kolektivne in zelo kratek, da se nekaj po 50-60 strani dolgi. S podpisi in to je bilo treba voditi skrbeti za to, da se zadeva ni izgubila. Brez neke ureditve zelo težko. In pa komunikacija. Klasično tako zdaj poteka vseh z vsemu, po mailu, po telefonu, po nareči z vsem in informacije in podatki se izgubljajo veliko ponovno No, mi smo začeli stvari reševati, zato da prehajamo na neko to imenovano skupaj podatkovno okolje, kjer zbiramo podatke na enem mestu. Projekt Okoljnik skupaj s teh projektov Dobrica smo velika skupina, imamo veliko preko vrtišč in imamo podatke in njih nastavljamo težko. Oziroma, težko pride do podatkov tako razpisnih, tudi če je zadeve vse ureje. Zato smo zdaj sicer na enem projektu, na 3 projektih delamo bolj pri tem postopku skupaj podatkovno okolje, kjer to preizkušamo, da bomo pa te stvari implementirali na cali projekt. Sicer, skupaj podatkovno okolje, ne glede na to, da skrbi samo za, da imamo notri vse podatke, skrbi tudi za to, da komunikacija med posameznimi deležniki poteka usklajeno in da imamo tudi nadzor nad samo komunikacijo. Zdaj mi smo v teh parih letih že kar nekaj preizkusili, seveda uporabljamo Korbel. Na enem projektu smo se preizkusili v SharePointu, zato potrebujemo reciklo. Na projektu železnic se uporablja platforma Presto, ker ne uporablja linearni, pa še na enem projektu našega uporabljamo Viewpoint.project kot skupno podatkovno okolje in še zdaj nekaj nekaj kaj bi se najbolj pasati. Seveda pa pride, gremo sploh na neko skupno podatkovno okolje, vse ki treba pogledati, kako se v samih podjetja. Je treba kaj spremeniti, ali je treba kaj izboljšati. Poskušam zdaj v nas nekih spremenj, niti ni bilo potrebnih. Edina stvar, ki je zelo pomembno izobraževanje. Treba je tisti, ki sodelujejo na tem projektu, izobraziti, recimo v primeru projekta Nostro, kjer smo mi pohodniki za skupno podatkovno okolje, so bili na izobraževanju tako naši sodelavci iz podjetja, investitor, nadzor, koordinator za vas, ki dela, so se naučili delati z roti, da lahko normalno sploh komuniciramo. In pa seveda, zdaj zadevo v določenem meri uporabljamo, poskušamo čim bolj uporabljati, potem
smo pa že tudi parkrat slišali, gospod imamo, so pa kot dve ljudje. Tukaj je zelo težko iti iz ene cone obdobja, pa čeprav recimo veš, da je bo uporaba tega sistema proti formi ali pa skupno podatkovno okolje na dolgi rok prinese bistveno skrajšanje časa, v začetku seveda bo treba vložiti določen del, določen več dela, ampak na dolgi rok so pa tukaj bistveni predikatni časa. Tako da mi smo v tej fazi nekako uporabe, da vidimo, kako bo lahko šlo, kaže, da se že dobro učinki, seveda tukaj sledijo inovacije, no, pa je bi mogli biti še nazaj v nacionalno optimizacijo, pa da to tudi stane en tak rok, ki se ga stalno preveduje in kot sem že rekel, mi tudi uporabljamo podvice že kot nekaj časa, da je seveda še bolj, ampak še enkrat stvari, na kakšnih ljudeh ne moreš spremeniti v enem dnevu, ampak tega je določen čas. Tukaj sem pripravil en proces, kaj pomeni pri nas, če ti oziroma uporabljamo ta podvid v celotnem procesu od priprave produkte do same izvedbe na projektu. Tukaj na tej strani je klasičen način, da izvedemo tukaj na tej podvid, vse procesa se vem prejaka. Mislim, da vem, tudi na stvar, kar je drugač, so časi. Namreč, klasičen način, pa tukaj gremo zdaj strani odprima, tukaj gremo res na klasičen način projektiranja, oziroma da odprimo popise v Excelu. Zdaj, če gremo klasičen, odprimo Excel, se to razdeli na E3, za podelijo radno knjižko, da je svojih članic direktno članice in bomo to pravili. Praktično to manj časa porabimo za to. Če gremo v podvid, naletimo na prvi problem, ker smo se malo že tudi pogovarjali, standardizacija popisov, in tudi popise, ki jih dobivamo, je to stavka popisa. In na 5-6 vrsticah, kakšnih so še na 50, pa imamo količine na primeri to v posameznih stavkih, ki je včasih še to podpisano, in je treba pač te popise, ki niso pravilno pripravljeni, urediti, da jih sploh lahko uvodimo. Pa ne rečem po te sploh kakšno številčenje popisov, nekateri popisovalci sledijo do določene mere striktno nekemu svojemu številčenju, pa se to ni srebat. To da kakšne številke, ko se ne zapiša, čez drug sistem. Sam program, kot je Forbit, je tako lahko navad zaradi strukturo tudi številčenja ali prate. Govori pa to zaradi tega, ker je opet pogled nazaj, ko mi podelamo v Forbitu, stavno situacijo, so drugi številke in tudi ki je to zmeri, ki podelimo sami situacijo. No, pozdravljam inicijativo Temesa, da nekaj se je Forbitu tudi že poskus, da so recimo javni razpisi predpripravljeni, ki so vzemni, vidimo v Forbit in praktično vidimo dela, je teh samo več. No, če gremo pa naprej, ko mi pripravljamo vse te popise, ko se pripravljamo, da bomo vse tukaj oddali. Klasično pride ta Excel iz treh koncov, ki treba popisa tam na način skupaj z drugo računalnico nekaj časa, kako bi tega ni, ker je to že vse odvali. Izdelati treba temeljski plan v dveh primerih, ter lahko vide. Finančni plan, če smo delali zadeve v Forbitu, je za financije že zadaj, povezan s popisom, praktično zadeva pade ven, iz temeljskega plana, tukaj treba še finančno plan, iskanje vpliv, tukaj imamo nekaj časa nam. To je sicer, če pogledamo globalno, pa se pripravljajo nekih časovnih kako skupinije, pa ker je pa dobil vsi so treba pripravljati, da je dobil pa nekaj časa pisano neče. Če ne bomo fazno izvedeti. Na klasičen način, ko prevzamemo projekt na gradbišču,
pač morajo znati popraviti, da je tudi, če to je zaseda, to je nekaj nekakšnega dela, zato je vse urediti, da stavljajo tisto gradnje knjige, kar je časa za njih. V primeru Fortnite je ni, je že strukturirana, so podatki strukturirani za eno knjigo, da bi se gradili tudi pa drugih izkušnjih. Potem priprava situacije, besedo je treba pripravljati, posebej pripravljati to vsem, tukaj je ni treba, treba rečemo, da bomo delamo situacijo, zopet prihaj časa. Ok, odnos situacije, to je treba pač prititkati, če bi pa delali, da je odnos pripravljati na knjigo, pa se titkati ni treba vse knjigo situacije že biti. Pisanje enkih, in tako naprej, tukaj pa vidimo, so pa ti prihrajki, bistveno nič. In to je tisto, kar je zelo energetično, če se nam tega sote. Mi imamo schemo zastavljeno tako, da imamo srežni projekti, ki je v Ljubljani, v njega dostopamo preko remote CSS-a iz računalnikov, prenosnih računalnikov, telefon, se pač nahajamo samo, da imamo dostop do interneta. Vsi podatki vseh projektov, seveda so na centralni strežni, tako se pravi, zaradi tega vsi podatki do varnih pred kakšno izgubo, na strežni se delajo sami backupi in seveda Še ena stvar je, vseh svoje delo, ki lahko samo dela potvajanja in če rečemo še časovno prihraniti v času, kot smo imamo terapij za nekaj, so uporabljeni software, ki treba še malo specifičen moment, kako je tisti ljudi, ki se ne bojo teh izdelov se pač nekaj že videli v mojem predhodniku, kar zadeva mislim situacija, se tukaj na preko ne to je živo projekta. Situacija se izvede, imamo celo dosled prejšnjih situacij, kakšni so v izmesti. Potem, kako se situacija naša, že sami se s tem spozarjali, ali smo prekoračali, ali smo še pod postavko, če se prekoračali, se bilo odlično, imamo še takoj. Naravno, se nekaj izbil, se če ne plačajo tisto, kako da če tudi na problem. Potem agencija analiza tukaj je dejansko pete začasne situacije, da lahko preverimo stvari glede na strošniški civilnost in pa pregled spisa zemljišča in pa seveda analize predpovedano. Že pokazal, recimo, tako analizo, tukaj eno nadzor na projektu, ki smo dejansko na sami projekt. Še enkrat, rezime tega, glavno prihranjenje časa gospodarjega programa, naša možnost zapak, tudi pri samem pripravi produkt, predvsem imamo da situacijo, kako zdi, če se te ljudje računske napake, ko imamo napačne cene, tukaj je ta možnost napake bistveno manjša, hitrejša komunikacija, recimo, da piše, da bi obračunsko knjigo, se zaključi, tukaj ne se samo še pripriča, recimo napravo zadnjega rešenja na komisiji pošljete, in da ne piše to počne, tako ne varnost podatkov za dekako, in pa seveda tudi varnost podatkov za uporabniških projekcij so na nivou pričakovanih, na nivou pogleda, na nivou saminja, pa pomisliti lahko kaj sploh, kdo lahko prišel in pa seveda je zelava večična. Če bomo še naprej, sem omenil tudi ciljno podatkovno polje, tudi zdaj sem še omenil. Drug software, ki smo ga tudi teh zdaj uporabljamo, in sicer je to ciljno podatkovno polje Viewpoint, ki deluje na oblaku, ko se pa zopet samo da imamo dostop do interneta, se del uporabljamo. Na tem podatkovnem polju to uporabljamo na projektu Monstro. In tukaj se tudi izobrazil
glede uporabe policikove do projektante. Sicer želje je tudi, da bi določen del podizvajalcev, ampak nekaj še niso tudi več, predvsem na gradbenem delu ne ima te zadeve naših podizvajalcev, ter še veliko ne porabi. Zato ne moramo neke hude napredek pri teh področju. Ampak samo podatkovno okolje je namenjeno pač izmenjavi podatkov, da to tek, da se spravi nekaj risbe, vsa dokumentacija, ki se je v samem projektu nabrala, oziroma ki jo potrebujemo. Struktura map je podobna, kot je napravljena na diskih, s tem, da je tukaj pravilno, pač, da je pomen ta samo eden, ne more biti pobojen, oziroma če je samo naravno verze. Revizije, ki je tukaj značena revizijata, se pravi, to še je prvo dokument, ker je na dobro dokument s tem imenom, ki ga to revizija v, prejšnjo verzijo, ki ga povedali, sedarne je samo tisto, ki je tukaj odkazano. In tudi pravilno, ki je tukaj ni bilo, ne vsaj. Sam projekt, sam podatkovno okolje lahko sprejemo vse, ki je tudi od avtospedov, vodov, celo in tako naprej. Lahko se določi pač projekti na posamezni znake. Potem, kaj ima tako podatkovno okolje, pa zelo občutek pisali, kar je tudi ena stvar, ta skupni podatkovni prostor podpira tudi večni dela, pa se 50, in v tem je tudi, da ne bi določen nekaj intervention, oziroma imela projekt, in sklenili dogovor za tega, ker se pisali tudi zelo. In sami tudi potekaj plaže in že tudi sami namela, da poteke zapiše ne za kaj zbog. In so tukaj naredili, da se ta simple pravil, da to bomo premovali poteke tako zaratira, ker recimo tukaj revitelji sami, ker znak tudi tiskati kako preseka v na poteke. Lahko še po avtopetu, po bogu, po celu, kjerkoli bomo najdel tisto posebno zvezo in bomo še ga poteke. Ampak, recimo, ena stvar, ki bo pri koncu projekta imela ogromno prekrat časa je, ko bomo dati od sebe izjavo za vsivnost projekta, bomo dati izjave, materialne, ki so jih ki so se zaneli vse izjave, ki bomo imeli v imenu izjav, vsibico in iskanje, ki ga bomo vse, kar so bodo zdaj naložili do portal, kar se tiče materialov in z enim tipom tudi vse te zadeve napisane. Potem sam tak content environment omogoča pregled različnih potekov avtopetrov, brez moramo avtopet, pregledovanje in pa kar je skoro uporabno, verzije različnih kriz, v tem primeru rdeče, se vidi, da je ta scena bila predstavljena in že iz samega pogleda zelo potrebno vprašanje informacije, da kje je tista sprememba v novi verziji nastala. Omogočeno je tudi seveda recimo teh pristvar, ki še ne vprašanja projekta. Tukaj je pa spet ena razmera, in sicer content environment omogoča izdelavo workflow, delovnih workflow. Če bi zdaj samo na kritičnem centru, že na voljo, ki tako kaj časa na projektu tudi sikljeno struktura. Content environment omogoča pač izdelavo delovnega tako, kar je povemo za določen dokument, kako bomo jih teh primerov materialov, kjer se pripravi podatke, ali to pripravi komercial, ali to pripravi napiše čisto vse, gre v fazo za potrebitev, recimo je ta protokol in to, da pride do mene, tako da če se samota,
da ne bomo, da se bomo še bolj odličali. Grejo potrebitev projektantov, projektant je poveda, lahko je dal dopolnitev, lahko je zavode, ali pa reče, vreduje, gremo naprej. Tisti moment, ko projektant klikne, da se te zadeve vredu, da potrebuje, se sprejela avtomatsko odločilo oziroma avtomatsko vstilo tisti ljudje, kateri zapiše noter, da je material odprl, se sprejela naročilo za nabavno službo in status tega materiala se spremeni v odprl. Brez da bi bilo tako izvlatnih poslikov sam v odprl. Vedno se ve, kje se dokument nahaja, v določenem pohodu, in tudi tisti, ki je v pohodu začne komisira, da je čas, da nekaj že napisali dokument. Ker je sigurno podatkovno okolje v oblaku in mogoče tudi predelati te pot, a smo nekaj pišli s telefonom na sabico, imamo vse podatke, vse načrte na voljem mestu, da ne gremo na hvala. No, je pa še ena druga zadeva, ki je temperatura aplikacija, ki jo tudi uporabljamo na gradbišču, ki pa zaradi kontrole kvalitete in kontrole varstvenih delov in pa samega spremljanja kakšnih napak na gradbišču. V bistvu je aplikacija teče na telefon ali na tablici, javno še povezave. V bistvu te aplikacije je pa, da se podatki zajavijo enkrat in takrat, ko se tudi na okolično na gradbišču zajaviš, recimo tukaj je bilo narejen za neko prajo, da je manjkala, da se pravi, je to stvar za varstvo pri delu, nahaja se tukaj gor, da je modra, ne, tako je vidimo, kaj je, drugo je to narediti, se poslika se zavede in ko se gleda na celý pot, se to lahko tako pogleda, se spremeni status, oziroma, če pogledali podizvajalce, že tudi napredne, da bi mi zaupali, da bi to vedel uporabljati, bi on lahko tudi naredil sliko in bi prišel v cilj nazaj, da se s tem nekaj naredili, pa pač vode odbiša, ali fizično pa še znam, da je zadeva. Seveda, da tisto moment, ko mi to pripravljamo cilj izrejamo, ki bomo na zajedno različno predstavljamo, da bodo tudi imamo za nekaj siglastvo, zato se zadnje vrste gled, da se naprej, ki dodajajo, kaj še ni nevjega, kaj ti je še pogledati, kaj ti ne, da je novi, ki je nevjega, pa treba še reči, ja, res je. Seveda, izvod naprej, da se hočete in recimo, ko da pa tudi poročilo od nas vdano, s tem, da sem enkrat predopišel, enkrat predopišel, recimo, to je poročilo od kvalitete, to je predizdelan plošče, to je pa zdaj podobno. Prakticiramo preglede gradnih kodov, ker bomo zapisite in se tudi nekaj odnos podizdelavcev spremenil, ker se ne mogel praviti, pisali bomo samo da se ne spet se zagovorili. Najprej spremenili na mnoge zdaj, če potegnemo en zaključek na vsem tem, ne glede na to, ali uporabljamo mobilno ne, v realizaciji projektu treba poznati kar veliko programskih prihodih, moramo poznati od modelirnikov do programov za slovenske krajine, delati bo tega, ne samo določenih, zato ker pač tudi kaj iz različnih okolij in morda še vsak prihodnih Prav. Veliko bomo morali še urediti dela v delu podatki, kako strukturirati podatke, da jih bomo potem lažje podatki, da bomo vedeli podatki, vedeli zaradi tega, da bomo te podatke prepravljali, da bomo software uporabljali na mobil. Zaradi tega bomo imeli boljši nabor na vsemi podatki in znanimi informacijami. Boljša nabavljanja, ki imamo tudi zdaj, na skripna, zlati pa se stavimo backup-ida
hitrejše, učinkovitejše odzivanje, ta sistem omogoča tudi komunikacije, to se pravi, maili, pošiljanje po maili, maili izdelo, vsa komunikacija ne izgleda preko tega, zato, da se bo vse sledene, kaj je bilo kaj je bilo naročeno, ali in nam zelo preko tudi imamo kakšne težave za kakšnih stvari, recimo na tem, je pa to stvar tega novi tore, traja, tukaj se ne vključeno večje število ljudi, kot sem že rekel, vključeno učiti svoje samovolje in se nekaj malo naučiti, nekaj malo gospoda, nekaj na to broje, tajni zadeva, da se izgleda. Vse to, kar sem vam zdaj povedal, je dejansko največji prenese v sestanci klasa, ki je cevati, in če imamo takrat čas, se bomo tudi stali človeka na naloge odbijati, se bi pa, da se dobujem na tem delu, kjer sem zdaj, na to spala, da je pot dovodila. Leta, vrednosti, sicer je dovodil cvet, zelo v našem primeru, da je dovodil cvet, imamo vredno sredstvo, da je največje sredstvo, da se tudi sredstvo, to pomeni že energetno način. Toda, to z moje strani. Hvala. Za pripravo srednjega sodelovanja, ročine, informacije, kako se sodeluje na tem projektu. Točno za stavljanje. Resno se bil sam, kaj pomeni predave, kako recimo v podatkovnem polju vodstvo s dva administratorja, pa vsi ostali, ki so sodelovci, ki so sodelovali. 30 aplikacij, ki se preporočilo. Začnemo na koncu bo iz 60 ljudi, ki bo totalno bilo. Orbil imamo trenutno 6 test, ki so plotni, ki so izmenili. Ali bi nekaj počeli? Hvala, da so ljudi tako povedali. Res. Kakšna je razlika, taka čisto kratko, plus minus, bolj bližno, pa mikrofon, če tudi ne se ga vpravlja. Razlika je tem, da je Orbil pisan na sebi, na naš način. Dobito tudi s enim procesom, ki je v bistvu celotno začetek do konca. Hipopis lahko spremljamo, ampak potriva pa recimo delati situacije, građeno vplivo, klasika. In to je ta velika razlika. Kako se je tudi vključiti v situacije v Ja, tukaj je spomenila težava, ki se lahko izključila. Vsi prvi, ki je vzeta na pripravljeno, Izdana situacija je Temu da skript, ki mogoče pisati. Da skript, ki mogoče pisati. Konkretno. Ja, vse to pa je zelo skript. Ali je situacija? Situacija se ne pripravljajo. Ljudne so pisali, to je zelo skript, zelo videno. Situacija je klasična. Kako daleč se uspeti s tem izvajalcem na krivi? Ja, zelo težko. Tih podobno kot na krivi slušno, stvarni elektrodelci smo še bolj stvari, ko se tiče recimo prenosilno na tem delu. Bolj teče,
v gradbenem je pa Neko vhodne situacije do vas ne prihajajo. ne, Tako da koliko dejansko vsakeč uvažate. Imate pa neko strukturo zdaj narejeno, Ja. Sam kaj res, pokrili so ljudje. Pa ne morete predpisati pogodbe, recimo, da bi imali predpisane. Bomo probali. Zaenkrat še ne reči. Še zdaj.